Bomo torej rekli, če gremo zdaj čez, če gremo zdaj enkrat konkretno čez, kaj lahko ženska naredi že ta trenutek. Torej, nekaj je, kar se tiče same hrane, nekaj je, kar se tiče samih navad in nekaj je, kar se tiče samega časa menstruacije. Kaj bomo naredile prej? Že prej bomo naredile, da ne bomo uživale živali, torej živil živalskega izvora, torej mleko, jajca, sirčki, meso in take zadeve, zaradi tega, ker bo to otežilo sam proces. Hormoni bojo malo težje šli, ne? Uživali pa bomo veliko živil, ki imajo ogromno B-vitaminov in ki imajo dovolj omega 3. Kajti, ko ženska začne uživati dovolj omega 3, si bo izjemno pomagala, tudi če ima težave s tem, da je libido nizek ali pa da ni dovolj mokra pri samem spolnem odnosu, tudi zaradi tega, tudi to se lahko dejansko zgodi. In pa bolj zdrava bo tudi sama ovulacija. Tako da omega 3, semenke, oreščki, ki jih seveda predhodno namakate, potem absolutno tudi avokado, pa brokoli, tudi ne boste verjele, celo ima nekaj pa ogromno beljakovin. Skratka, omega 3 zaužijemo čim več, čija semena recimo tudi super, ali pa v obliki prehranskega dopolnila, ampak če boste v obliki prehranskega dopolnila, potem pazite, da ni to iz ribic, ampak da je dejansko iz alg. Torej omega 3 iz alg je perfekten, fantastičen. In tegale priporočajo Klepetovi strokovnjaki. In to je potem druga zadeva, ne? Ko pa pride sam čas, torej čas menstruacije, pa dajmo si že vnaprej vzeti več časa zase, dajmo več počivati, dajmo takrat svojemu moškemu in ljudem okrog nas povedati, da imamo menstruacijo, da smo tudi bolj občutljive, da rabimo več od njih, kajti razložiti jim je treba to na ta način, da en čajček, ki ga dejansko pripravijo v času menstruacije, ima večjo težo, pa je več vreden, kakor 100 čajčkov takrat, kadar nimate menstruacije, pa ste mogoče v tistem prvem tednu po menstruaciji. Moški bojo to gledali malo investicijsko in bojo ugotovili, tale investicija, da ji naredim čaj v času menstruacije, se bolj splača, torej bom bolj pozoren na njo. Tako da povejte in skomunicirajte te zadeve in pa, kot smo rekli, uporabljajte termofor, uporabljajte torej namesto protibolečinskih sredstev raje kurkumin,